Ob današnji priložnosti, ko odpiramo park z obeležji Republiškega štaba teritorialne obrambe, pokrajinskih in območnih štabov teritorialne obrambe in prve specialne brigade Moris, torej poveljstvom, katerim so poveljevali poveljniki v osamosvojitveni vojni in pozneje v času nastajanja sodobne Slovenske vojske, vam želim, da bi se teh dogodkov spominjali s ponosom. Sestavni del spominskega parka je tudi objekt Slovenski kozolec, kateri simbolizira objekt, v katerega so sredi noči vstopali posamezniki, poklicani med mobilizacijo, iz njega pa so izstopale urejene in organizirane vojaške enote, žal v mesecu maju in juniju 1991, nekateri tudi brez oborožitve. 26. oktobra pred 21 leti je bil tisti trenutek, ko je zadnji vojak Jugoslovanske armade zapustil našo domovino. Lahko rečemo, da smo pravzaprav v tistem trenutku postali popolnoma suvereni. To so bile tudi besede takratnega poveljnika teritorialne obrane generala Slaparja. Seveda pa tega trenutka ne bi bilo, ukolikor se ne bi zgodilo kar nekaj pomembnih zgodovinskih dejstev v letu dveh pred tem. Ob trenutkih, ko odpiramo ta park, je seveda prav, da se vsaj nekaj teh zgodovinskih dejstev spomnimo. Zmaga koalicije Demosa na prvih večstrankarskih volitvah in zapis v njihov program, da bodo izpeljali osamosvojitev Slovenije in vzpostavili samostojno državo, razorožitev teritorialne obrambe, sprejem ustavnih amandmajev konec leta 90, ki so omogočili, da je poveljstvo prišlo pod neposredno republiško pristojnost, imenovanje novega načelnika, manevrska struktura narodne zaščite in še vrsto pomembnih mejnikov je bilo, ki so omogočili nastanek Slovenske vojske. Slovenci smo bili v tistem času izjemno enotni. Slovenci da, politika ne. Kar precej časa je politika potrebovala, da se je tudi na tem področju poenotila. Mnogo je bilo razprav v parlamentu, ki so govorila drugače, ki so se spraševala, ali ima smisel, da Slovenija postane samostojna, ali ima smisel, da se borimo, ali ima smisel, da smo končno v tej svoji zgodovini svoj gospodar na svoji zemlji. Seveda je potrebno povedati, da je pravzaprav vojna za samostojno Slovenijo bila tista, ki je de facto to omogočila. Mnogokrat se sliši, da je bila to operetna vojna, mnogokrat se sliši, da to ni bila prava vojna, a vendarle se pozablja, da smo se pravzaprav samo v tej vojni resnično borili za samostojno Slovenijo. Prvič v zgodovini. Ne samo to, prav v tej vojni so padli pripadniki teritorialne obrambe, so padli civilisti, so padli policaji in prav njim, seveda, kot tistim, ki so za to domovino dali življenje, gre v tem trenutku največja zahvala. Prepričan sem, da bodo vsi tisti, ki se mogoče danes obirajo, ki oklevajo, sprevideli, da je tudi današnja pot, ki jo vodi vlada, ki želi državljanom dobro, ki želi blaginji tej domovini naši, pelje prave korake. Zato, spoštovani, sem vesel in se seveda zahvalim vsem tistim, ki so dali predlog za odprtje tega lepega parka. To je spomin na organiziranost, na strukturo teritorialne obrambe. Vsi ti pomniki, vsi ti table, vsi ti prapori bodo tu, dokler bo stala naša država. Posebej sem vesel, ker je znotraj teh obeležij posebej izpostavljeno dvoje.
obeležje manevrski strukturi narodne zaščite, o kateri sem že spregovoril, in pa obeležje civilni obrambi. Torej ta civilna obramba, ki se jo mnogokrat premalo zavedamo, v kateri so sodelovali v naši osamosvojitveni vojni vsi, je bila pomemben prispevek k naši osamosvojitvi. Zapore vojašnic, odklopi iz komunalne infrastrukture, barikade na cestah, preprečevanje telekomunikacij, psihološka obramba, ki je nastajala na področju informativnih programov, vse to je prispevalo, da smo vojno dobili.